Dobro, pa še ena majhna stvar, ki se ji reče cena. Tale M850i Coupe, a veš, kje se začne? Pri 102. Dobro jutro. A veš, to je eden izmed tistih avtov, ki preprosto res ne gre drugače, kot da zbudiš sosede, če greš od doma prezgodaj. Zato ker moraš pa sam čim hitreje odpeljati. Če ne boš imel popoldne problem, kaj boš domov prišel. Zakaj še pa tam? Kompenziram. Gremo proti Vranskem, ampak a veš, kaj se v takšnemu avtomobilu reče avtocesti na takšen dan? Not today. Drugače pa, če znaš, da mi povej bolj težko pričakovanega BMW-ja zadnjih 15-20 let. Ne moreš, zato ker ga ni. Zato ker je to. Vse je pa valjda povezan s ta prvo osemko. Če kje na cesti srečaš original, takšen, da je res lepo opremljen, stari, to je še vedno sam stoj pa glej moment. Ampak veš kaj, kljub vsem tem konjem, pa navoru, pa športnem talentu, ki ga tudi ima, prijemo do tega poznej, se še vedno najboljš počuti na odprti navadni cesti. A veš, takrat najboljš do izraza prije njegova GT plat. Grand Tourer, to je tist, ki ta avto zna najboljš od vsega. Čeprav se hecno sliši, ne, da se najboljš počuti takrat, ko izkoriščaš mogoče 15% njegovega potenciala, ki pride do zmogljivosti voznih, pa tistih, ki ti jih daje motor tudi. Ampak tudi umirjena vožnja, pa da zadnji v easy slišiš V8 motor, tudi to zna biti nekaj ful lepka. Tudi zato sem se danes odločil prej za navadno, kot pa za avtocesto. Na avtocesti sem vsak dan. Tale S je bil pa dober. Gremo še enkrat. A veš, jaz sem mnenja, da ti zna en lep S ovink dati vsem malo več užitka, kot to, da ga tereš na avtocesti. Ok, zdaj pa zares. Za mano vidiš 2 tone bavarskega M-a. Ne čista pravga, ampak bliz. Ej, pa dajmo začeti kar z obliko. To je tista stvar, ki je tako slavnega, prepoznavenega, nesmrtnega naredila tudi ta prvega BMW 8. In jaz mislim, da pri tem novemu situacija ni čist nič drugačna. Oblika je tista, ki potegne. Oblika je tista, za katero tudi tisti, ki jim BMW ni najbolj všeč, pravijo, da je pa vsem kar orenk. In jaz mislim, da se vsi, ali pa dajmo reči vse večina, strinjamo, da bi točen tale avto znal biti ena od definicij optimalnega športnega potovalnika. In ta Grand Tourer značaj ne poudarja samo z dolgim pokrovom motorja. Prosim te lepo, poglej to. Se mi zdi, da je skladnost tista, ki mu da piko na i. Pol pridemo pa do guze. Pa da ne bom sam jaz blebetal, da mi povej, kaj se pa tebi zdi, no? A ti je tale zadek všeč? Veš, meni se zdi, pa to ne rečem pogosto, da je zadnji del BMW-jev uspel še celo boljš kot sprednji. In tukaj pri obliki ne bi več zgubljal preveč besed, mogoče samo še ena stvar, izpuhi, zato ker se je mrzdo utaknil tudi v to. Se veš, koliko je govora o fake izpuhih zadnje čase, lej, pri BMW-ju so se odločili pa za tole varianto. A ti je všeč, ali ti ni všeč, meni je čist vseeno, meni je pomembna ena druga stvar. To, da takrat, ko ga zalaufaš, da se dobro sliši. To smo pa že pogruntali, ne? Da je to ena stvar, ki ta avto kar dobro zna. Ali da bom še enkrat pokazal. Čak, moram tako naštimati, da bosta oba rora noter prišla, da bo pol lepo zapel. Ok, jaz mislim, da je to. Jaz ga grem zalaufat. No, zdaj pa ti meni povej. A ni to bolj pomemben, kakorkoli drugega? Mislim, ko prije do izpušnega sistema. Gremo na kabino. Tukaj noter feeling je, mislim, 2 platista. A veš, ko vidiš karoserijo, pa pol stopiš noter, rečeš, ok, jaz sem mislil, da bo tukaj noter bolj dogajal. Po pravici povedan. Je pa res, da če pogledaš prvo generacijo, pa malo primerjaš side by side, pol veš, kam so ciljali. Gremo drugo vrsto tole posnet, pa ne sprašuj, koliko je placa, zato ker ga ni. Poglej, od znotri zgleda takole. Zdaj ti bom pa pokazal prvo generacijo.
A si opazil podobnost? Predvsem ta sredinska konzola? To je ta zadeva tukaj. Mislim, arhitekturna zasnova tega konca je precej podobna. Pa če sem že zadnji, ne? Ain't gonna happen. Ajde, otroci, oni tam mehni. To bi še šlo. Zvezda kabine pa veš kaj je, ne? Tale zadeva tukaj. Stari, lej, tale prestavna ročica je iz kristala. To pa ni več kar tako. Je pa res, da tale 8-ka ni edini BMW, ki to ponuja, ker X5 tudi to zna. Tako da vsak, ki pride v to kabino, najprej reče, kjer diamant. Drugač pa kabino, mislim, elemente, ki jo sestavljajo, od volana, merilnikov naprej, prek sredinske konzole, pa telih stikal tukaj, pa konc koncev tudi tega grebena poznamo še iz drugih BMW-ev, z X5-ke, pa recimo stanove trojke. Materiali so vrhunski, sestavljenost je dobra, pri kakovosti ni vprašanj. Je pa feeling tukaj noter zelo poudarjeno kupejevski, kar je tudi prav. To pomeni, da je utesnjeno, da je povsod okrog mene alkantara, na stebričkih, na strehi, celo tam zadnji, na zadnji polici. Daj pogled, kako lepo je oblečena zadnja polica. Pravzaprav so v kabini 4 omembe vredni materiali, s katerimi je voznik tako ali pa drugač v stiku. To so alkantara, usne, aluminij pa kristal. Kar dobra statistika, Pa ven se ravno zaradi kupejevske oblike zelo švoh vid. Pravzaprav se jaz ne spomnim avtomobila, ki bi bil krajši od 5 metrov, pa bi bilo z njim tako težavno manevrirati recimo po garažnih hišah. Ne samo, da se mal ven vid, tudi pokrov motorja je full dolg. Pa skozi tako, čez volan malo gledaš. A boš kje po ripsu ali ne boš? Boš, da ne. Dobro, ajde, je pa nekaj resne. Ravno zaradi tega znajo kamere izvesti en tak dost lušten trik. Lej ti pokažem. Samo da ga zalaufam. No, zdaj bom pa obrnil volan, najprej v levo. Pazi to, vidiš? Kamera se premika skupaj z volanom. Ok, zdaj pa že sad, da povem kaj v motorju, To se pravi, enkrat, dvakrat. Evo ga, kar gledaš je 4,4 litrski turbomotor, 530 konjev, 750 Nm navora. Vsega že poznamo, ne? Za M5 pa še skje. A številni motor, ki ima turbino med vali, tako vmes, tukaj. Te turbina tukaj vmes, pa veš zakaj je dobro, ne? Nižje težišče, bolj kompaktna zasnova, pa še kup drugih stvari. Pa ta trik ne pozna sam BMW, a ne Mercedes, pa še kdo drug. Drugač pa valjda 4-kolesen pogon, tudi zato od 0 do 100 špricno 3,7 sekunde. A demonstriram, a štopaš, pazi zdaj. Stop. Drugač pa lahek ni. Je pa res, da je BMW zelo veliko vložil v konstrukcijo tega avta. Tukaj govorimo o obširni uporabi aluminija, tudi magnezija, pa tudi CFRP-ja. Se veš, ne? Carbon fiber reinforced plastic. Ja, zdaj ša. Pa ko priješ do ovinka, ne, zelo togo zmetenje, M-diferencial tukaj zadaj. Pravzaprav je presenetljivo udoben glede na to, koliko tanke pneumatike ima. Dajmo en slalom odpeljati, Stari, za 2 tone težek avto, smer drži, tle so pa bolj na gosto postavljeni. Paš kaj mi je všeč? Takoj, ko pretiravaš, gre tudi zadek ven, tako da nimaš občutka, da bi preveč vlekel čez nos. Šlog mi je fajn, da lahko avto tukaj preizkusim, da ga lahko postavim na mejo, da vidim, kje je meja zdrsa, kaj se zgodi, recimo predvidljivo gre nos ven, če ga spustiš, pa sledi zadek. Si videl to? Imam pa tudi eno hudo pikolovsko. Vozne programe valjda ima Sport, Comfort, Eco Pro pa Adaptive, ampak kole se recimo merilniki spreminjajo, zdaj imamo Eco Pro, tole je Comfort, to je pa Sport. Vidiš merilnik vrtljajo? Pa to, v katero smer gre merilnik vrtljajo, me niti ne moti toliko. Veš kaj mene moti? Da kad dam v Sport ali pa Sport Plus, bi jaz hotel, da se ta merilnik vrtljajo iz skrajne desne pomakne na sredino. Da lažje vidiš, kaj se dogaja. Tako pa skozi kaj nekaj desno gledaš. BMW tukaj bi se spodobil, da bi vse malo bolj popihal na dušo res športnega voznika, tist, ki hoče, da so vrtljajo v središču. Malo sem hud, sam se nisem tok. Mi je drugače kar všeč. V bistvu za kruzerje čez Evropo ni veliko boljših avtov, recimo, da spada v eno tako ekskluzivno skupino 10 najboljših. Kjer bi pa sploh bili? Mercedes S Coupe, Bentley Continental GT, pa tale. Dobro, pa še kaj bi se najdel. Dobro, pa še ena majhna stvar, ki se ji reče cena. Tale M850i Coupe, a veš, kje se začne? Pri 152? Tam nekje. Ni pocen špas, tudi nismo pričakovali, da bo, če potegnem črto, pa zelo dolgo časa smo na ta avto čakali in končno smo ga po koliko? Več kot 20 letih tudi dobili. Oblika top, vozne zmogljivosti top, pogonski sklop top, preglednost, uporabnost, ampak to, za kar je bil pa ta avto narejen, to zna pa za 10. Tukaj pa ne morem noben nič reči. Po mojem. Ok, poligon se fila, jaz moram počasi iti, tukaj le vidiš, da so prišli policaji, zadnji prihaja, gore na motoristična skupina, gore tudi vse polno. Tako da mislim, da bomo počasi zaključili. To je to za danes, prav? Ok? Ajde.